gospe, spoštovani gospodje, predvsem pa cenjene zadružnice in zadružniki. Najprej seveda hvala za vabilo na današnji dogodek in lahko rečem, da pravzaprav nič nisem oklevala za odločitvijo, ali se udeležim ali ne. Z veseljem sem potrdila udeležbo, ker iskreno spoštujem vlogo kmetov in zadrug pri skrbi za podeželje in okolje ter oskrbi prebivalstva s kakovostno domačo hrano. In prav pri slednjem vašo vlogo najbolj občutimo vsi prebivalci. Kakovostna hrana je namreč velikega pomena za naše zdravje in dobro počutje. V Sloveniji se ponašamo s številnimi kakovostnimi proizvodi, ki jih s ponosom pokažemo in ponudimo tudi izven naših meja. Kakovostno hrano iz naše lokalne bližine razumemo tudi kot del naše identitete, na katero smo zelo ponosni. Zagotavljanje prehranske varnosti, stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane je eden od ključnih strateških ciljev slovenskega kmetijstva. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je prek raznih projektov aktivno vpeto v projekte, s katerimi nagovarja potrošnike k poseganju po hrani iz lokalne bližine. Ta ima vrsto prednosti. Hrana iz lokalnega okolja je sezonsko dostopnejša, sadje in zelenjava imata več vitaminov in posledično višjo hranilno vrednost. Zaradi bližine proizvodnje se lahko uporablja manj aditivov, kot so konzervansi, barvila in podobno. Takšna živila pa so tudi prepoznavna po bogatem in tradicionalnem okusu. S tem, ko posegamo po domačih proizvodih, podpiramo domačo proizvodnjo in ohranjamo domača delovna mesta. Ohranjamo poseljenost, obdelanost in urejenost slovenskega podeželja. Zaradi krajših prevoznih poti in manjše uporabe embalaže varujemo okolje ter nenazadnje tudi zagotavljamo samooskrbo s hrano v naši državi. Tudi sama sem sodelovala pri največjem prehranskem promocijskem projektu ob Dnevu slovenske hrane, bom rekla zdaj že zelo znanem tradicionalnem slovenskem zajtrku v šolah. In pravzaprav sva skupaj z ministrom za kmetijstvo na nek način kar zadolžila ministrice in vse ministre, da so pri tem projektu sodelovali. Tako da lahko rečem, da ta projekt močno podpiram, saj si naši otroci prvi zaslužijo najboljše, kar jim lahko damo. To pa je kakovosten slovenski proizvod. Mladi se morajo zavedati, da hrana ne zraste na policah v trgovinah, zato jih moramo izobraževati o pomenu zdrave prehrane in tudi ali pa še posebej zdravega zajtrka še naprej. Z veseljem tudi ugotavljam, da je dejstvo, da je domače najboljše, čedalje bolj prisotno tudi v zavesti ljudi. Potrošniki vse pogosteje iščemo proizvode, ki so pridelani doma. Vse bolj cenimo proizvode, ki so svojo pot od vil do vilice opravili v naši bližini. Takšno zaupanje moramo spodbujati in ga s skupnimi močmi krepiti še naprej. Slovenski proizvodi so v vrhu kakovosti tudi v svetovnem merilu in dosegajo odličnost, na katero moramo biti posebej ponosni. Imamo nekaj, česar nima vsaka država. Zavedam se, da se kmetijstvo in agroživilstvo soočata z velikimi izzivi. Po eni strani so to posledice velike gospodarske krize, ki so negativno vplivale na razvoj teh panog, po drugi strani pa so tu še posledice podnebnih sprememb, ki jih vedno bolj občutimo. Ob tem smo se pred kratkim, žal, lahko prepričali tudi sami, ko nas je naravna katastrofa popolnoma ohromila in terjala svoj davek. Vendar smo k reševanju te situacije pristopili združeni, povezani in zato smo lahko v relativnem kratkem času pomagali vsem prizadetim. Če nas je več in če smo povezani, smo tudi močnejši. Zato menim,
da bi tudi na kmetijskem področju s povezovanjem in tesnejšim sodelovanjem lahko dosegli še višjo samooskrbo in večjo prisotnost na domačem, pa tudi tujem trgu. Zadružništvo ima pri tem bogate izkušnje in dobre prakse, pred seboj pa tudi veliko izzivov. Slovenska vlada vam bo prisluhnila in vam na tej poti po svojih močeh pomagala. V ministru za kmetijstvo, bom rekla, imate pa ne samo velikega, ampak največjega zaveznika. In tudi na drugih področjih si bo slovenska vlada še naprej prizadevala ohranjati stabilne in predvidljive razmere za kmetijstvo in kmete. Saj se zavedamo, da je ta sektor težje prilagodljiv in manj fleksibilen. Takšna zaveza nas je vodila tudi pri sprejemanju zakona o davku na nepremičnine. Verjemite mi, da smo se o reševanju državne javnofinančne slike veliko časa pogovarjali. Delali smo analize in intenzivno iskali rešitve. In vedno povem, do sedaj sem povedala, da od vseh možnih scenarijev za reševanje nezavidljive situacije, v kateri se je znašla država, je bila rešitev, ki smo jo sprejeli, rešitev, ki bo še najmanj prizadela naše državljanke in državljane. Govorim seveda o davku na nepremičnine. Vse ostalo bi bilo bistveno slabše za ljudi in državo. In zagotavljam vam, da bomo s skupnimi močmi uspeli prebroditi trenutne viharne razmere in da boste tudi ljudje začeli čutiti, kar se v tem trenutku kaže tudi v številkah. To je okrevanje in izboljšanje. Seveda pa si moramo za ta cilj prizadevati prav vsi. Težave posameznega področja so namreč težave nas vseh in mogoče jih je rešiti le z dialogom in sodelovanjem. Verjamem, da boste danes in jutri slišali veliko koristnih informacij in da bo ta posvet pustil pozitiven pečat na vašem udejstvovanju. Želim vam vse dobro pri vašem delu in velika zahvala za to, kar delate za našo državo. Hvala.